Dragi romani, dragi bratje in sestre, gotovo ste že večkrat doživeli, če ste se odpravljali ali na Božjo pot, ali na kakšen tak kraj, tudi običajno k sveti maši, pa ste imeli polno ovir, polno stvari vas je motilo in nabiralo, samo da bi vam preprečilo to pot. Kadar se vam to dogaja, vedite, da vam je Bog velike darove pripravil. Nekdo ve za to in vam hoče to preprečiti. Zato ga ne smete ubogati in ne poslušati, ampak enostavno videti. Tako se je dogajalo s našimi fatimskimi vici. Na vse načine so jim hoteli preprečiti 13. oktobra, da bi prišli tja. Grozili so celo z bombami in z umorom. In potem so domači bili, tudi pa mnogi drugi so rekli, kaj pa če ne bo nobenega čudeža, vas bodo razsekali na koščke. Tako so jim grozili. Ampak otroci so vedeli, kaj je resnica, se tudi tega niso ustrašili. Na koncu je prišlo celo en prior in je hotel Jacinto na vso silo pregovoriti, da ne bi šla, da naj povedati laže to. Potem je pa rekla, jaz ne moram tega reči, jaz govorim resnico. In če je silo naprej, je ona vdihnila, ni hotela več govoriti. Potem se je lotil Lucije in tako naprej. Vsi so ustrajali, darovali to trpljenje, ki je bilo veliko zanje, za spreobrnenje grešnikov, kot jih je Marija najprej prosila. In seveda, na koncu je prišel oče od Jacinte in je rekel temu, pravi, pustite jo na miru. Ja, pravi, če ne bo ona priznala, da laže, bom pa jaz kar objavil v časopisih, da laže. Tako si je vzel pravico nekaj. No? In potem je oče rekel, kar objavite, pa čim prej to naredite. Potem je dal pa mir. Sveti Luka v apostolskih delih poroča, kako so se učenci po Jezusovem nepohodu z Olske gore vrnili v Jeruzalem in so skupaj z Jezusovo materjo Marijo enodušno vztrajali v molitvi. Tako so se dobro pripravili na prihod Svetega Duha, na velikonočni praznik. V hvalospevu za praznik Marije, matere cerkve, duhovnik moli: Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega Duha, je Marija svoje molitve pridruževala prošnjam učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Lahko si mislimo, kako popolna je bila molitev v Nazareški družini, v kateri so živeli Jezus, Marija, sveti Jožef. Kot poveličana v nebesih je naša priprošnjica, v kateri se zaupanjem zatekamo. Fatima je že takoj od začetka zelo povezana z molitvijo. Angel miru, ki se je leta 1916 trikrat prikazal pastirčkom, jih je že pri prvem prikazanju naučil posebno molitev, prav tako, ko se je tretjič srečal z njimi. Obe molitvi je molil z njimi in jim naročil, naj jo redno molijo. Pri drugem prikazanju jih je povabil: molite, veliko molite. Presveti srci Jezusa in Marije imata z vami velike načrte, in sicer načrte usmiljenja. Stalno darujte najvišjemu molitve in žrtve. Prva angelova molitev je zelo apostolska, saj v njej prosimo za tiste, ki ne verujejo, ne molijo, ne upajo in ne ljubijo Boga. Tako, dragi bratje in sestre, mi lahko za druge veliko naredimo. Pastirčki so prosili predvsem za spreobrnenje grešnikov. Pri vseh 6 Marijinih prikazovanjih leta 1917 je zelo naglašena molitev rožnega venca. Že takoj pri prvem 13. maja je Marija obljubila pastirčkem nebesa, za Frančiška pa je posebej naglasila, da bo moral zmoliti še veliko rožnih vencev. Pri vsakem prikazanju je vsem naročila, naj vsak dan molijo rožni venec. Če pri prvem prikazanju je povedala namen te molitve, molite vsak dan rožni venec,
da boste izprosili svetu mir in konec vojne. Bili so takrat prav sredi Prve svetovne vojne. Bilo je namreč sredi Prve svetovne vojne. Ko jih je 13. avgusta 1917. prostozidarski župan za 2 dni zaprl, so tudi tam skupaj z drugimi jetniki molili rožni venec. Pri zadnjem prikazanju 13. oktobra pa je Božja mati povedala, da je gospa rožnega venca. Naročila je še naprej vsak dan molite rožni venec. Z molitvijo rožnega venca in premišljevanjem posameznih skrivnosti je tesno povezano obhajanje 5 prvih sobot, ki sta ga Devica Marija in Jezus naročila sestri Luciji z nalogo, da ga razširi med ljudi, kar jim bo pomagalo do zveličanja in svetovnega miru. Marija ponovno naglaša molitev za spreobrnenje grešnikov in odpuščanje grehov. Tudi v molitvi po vsaki desetki rožnega venca, ki jo je nebeška gospa naročila, pastirčkom med 3. prikazanjem 13. julija posebej prosimo za tiste, ki so v nevarnosti večnega pogubljenja. Dne 19. avgusta je Marija pastirčkam z žalostnim izrazom položila na srce: molite, veliko molite in delajte žrtve za grešnike. Veliko duš namreč gre v pekel, ker nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil, ni. Torej, velikokrat se spomnite za tiste, ki zanje nihče ne moli. Iz naših družin je skoraj popolnoma izginila molitev. Včasih je bil slovenski narod izredno veren. Posebno starši, razne terke in strici, ki niso bili zaposleni, pa so delali na kmetijah, so veliko premolili. To so bili pravi blagoslov za župnijo. Bog je navezal svojo milost in naše zveličanje na molitev. Po Fatimi nam je Jezus danes nam oznanja: spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. Angel in Marija nas vabita: molite, veliko molite. Da samo malo osvežim še, kaj se je dogajalo na današnji dan pred 100 leti. Ta dan se je nabralo v Fatimi okrog 50 do 70 tisoč ljudi, čeprav je lilo kakor iz škafa. Lizbonsko časopisje je namreč objavilo novico, da bo 13. oktobra gospa naredila čudež, da bodo vsi verjeli. Prišli so tudi nekateri neverni, ker so bili prepričani, da napovedanega čudeža ne bo in bodo lahko vse skupaj razkrinkali kot izmišljotino. Poglejmo Lucijino pripovedovanje. Ko smo prišli v Kovida Irja do Črnike, sem po notranjem nagibu prosila ljudi, naj zaprejo dežnike, da bomo molili rožni venec. Kljub dežnikom so bili tako ali tako do kože premočeni. Malo zatem smo videli odsev svetlobe in takoj na to gospo nad Črnikom. Črnika je tam tisti grmiček, nad katerim se je Marija prikazovala. Kaj hočete od mene, je vprašala Lucija Marijo. Hočem ti povedati, naj tukaj naredijo kapelo meni v čast. Sem gospa rožnega venca. Še naprej vsak dan molite rožni venec. Vojna se bo končala in vojaki se bodo v kratkem vrnili domov. Prositi vas moram veliko stvari, pravi Lucija Mariji, da bi ozdravili nekatere bolnike in spreobrnili nekatere grešnike ter še mnogo drugega. Marija je odgovorila: nekatere bomo zdravila, druge ne. Morajo se poboljšati in prositi odpuščanja za svoje grehe. In bolj žalostna je rekla: naj ljudje ne žalijo več Boga, našega Gospoda, ki je že tako zelo žaljen. Razprostrla je roke, da so zažarele v soncu. Medtem ko se je dvigala, se je odsev njene svetlobe odbijal na soncu. Ko je naša gospa izginila v neizmerni daljavi neba,
smo videli ob soncu svetega Jožefa z detetom Jezusom in našo Gospo v beli obleki z modrim plaščem. Zdelo se je, da je sveti Jožef z detetom Jezusom, da blagoslavlja svet z roko v obliki križa. Malo zatem, ko je to prikazanje izginilo, sem zagledala našega Gospoda in našo Gospo, ki se mi je zdela, da je naša žalostna Mati Božja. Zdelo se je, da je naš Gospod blagoslavljal svet na enak način kot sveti Jožef. Ta prikazan je izginila in se mi je zdelo, da vidim še enkrat našo Gospo, podobno naši karmelski Materi Božji. Vsi trije pastirčki so videli sveto družino. Naslednji dve prikazani pa le Lucija, Frančišek in Jacinta sta v tem času še naprej gledala sveto družino. Lucija uporablja izraz zdelo se je in podobno, kar kaže, da videnja niso bila natančno opredeljena. Sedaj pa pridemo še k sončnemu čudežu. Zanesljive priče so potrdile, mnoge celo s presego, da so v Fatimi med prikazanji in ob drugem času videle izredne in čudovite pojave. K največjim, najbolj izpričanim spadata sončni čudež in oblaki dima. Lucija je 13. julija prosila nebeško Gospo, da bi napravila čudež, da bodo vsi verjeli, da se pastirčkom res prikazuje. Marija je v prikazovanjih julija, avgusta in septembra napovedala, da bo 13. oktobra napravila čudež, ki ga bodo videli vsi, da bodo verjeli. Vsi navzoči so 13. oktobra videli sončni čudež, ki je trajal 10 minut. Nekateri so ga tudi fotografirali. Nihče od velike množice navzočih ni trdil, da sončnega čudeža ni videl, čeprav niso bili vsi verni. Gledali so ga tudi v nekaterih drugih krajih, tudi do 40 km oddaljenih. Dež je nenadoma prenehal. Oblaki so se pretrgali in prikazalo se je sonce kot okrogla srebrna plošča. Izgubilo je slepeči blesk, da je bilo mogoče zlahka gledati vanj. Z veliko naglico se je vrtelo okrog svoje osi, podobno vrtečemu ognjemetu, in je sipalo na vse strani svetlobne žarke različnih barv. Ti žarki so obarvali predmete na zemlji, trikrat se je vrtenje sonca ponovilo, ljudje so govorili, da je sonce plesalo ali da se je treslo. Bili so do solz zganjeni in so slavili Boga. Nenadoma se je sonce silovito naglico zagnalo proti zemlji. Ljudje so kriknili od groze in se zatekali k Jezusu in Mariji. Na koncu je spet normalno svetilo in vsi so se oddahnili. V času sončnega čudeža se je mokra obleka popolnoma premočenih ljudi tako rekoč v trenutku posušila, pa tudi zemlja. Lerijski škof José Correa da Silva je v pastirskem pismu 13. oktobra leta 1930 razglasil nadnaravnost pojava. Sončni pojav 13. oktobra leta 1917, o katerem so tedaj pisali časopisi, je bil nadvse čudovit in je napravil največji vtis na vse, ki so imeli srečo, da so ga videli. Otroci so poprej napovedovali dan in uro, ko se bo to zgodilo. Vest se je naglo razširila po vsej Portugalski, čeprav je bil dan silno grd in je močno deževalo. Se je zbralo na tisoče oseb, ki so ob uri zadnjega prikazanja videle vse veličastje moči, s katero je sonce počastilo kraljico nebes in zemlje. Z večjo krasoto, kot jo kaže tedaj, ko sveti z vso svojo močjo. Toliko naj bo informacije za današnji dan. Dragi bratje in sestre,
po posredovanju naše Matere Marije, ki je svojo molitvijo vzornica molitve Cerkve, zaupno prosimo Gospoda Jezusa Kristusa. Naš dobri Gospod, Marija je prosila za svetega duha učencem, ki so z njo molitve enodušno vztrajali, da bo tvoja cerkev poslušna navdihom svetega duha, da bo prinašala obilne sadove ljubezni. Gospod Jezus, nazareška družina nas uči vztrajne in poglobljene družinske molitve. Naj se v naših družinah, v njenem zgledu in priprošnji zopet udomači redna družinska molitev. Naš odrešenik v svojem zemeljskem življenju si se pogosto umikal v samoto in molil. Naj vsi kristjani po molitvi rožnega venca rastemo v edinosti s Bogom in med seboj, da bomo obrodili bogate duhovne sadove. Dobri pastir v premišljevani molitvi rožnega venca je povzetek evangelija. Pomagaj nam, da bomo po molitvi in premišljevanju skrivnosti rožnega venca oblikovali svoje vsakdanje življenje. Jezus Kristus usliši prošnje svoje poveličane Matere Marije, naj svojo priprošnjo pomaga, to laži in prinaša upanje tistim, ki trpijo na zemlji zaradi bolezni, krivic in pomankanja. Vsemogočni Bog, v tvojih rokah je usoda vseh narodov in ljudi. Zaradi priprošnje Božje Matere usliši naše molitve ter nam nakloni mir in zaupanje v tvoje mogočno varstvo po Kristusu našem Gospodu. Amen.